Mestna knjižnica Ljubljana vsako leto izbere najboljšo domačo in tujo mladinsko literaturo in ji podeli zlato hruško. Letošnja podelitev zlatih hrušk je potekala 23. novembra v Cankarjevem domu. Med dobitniki priznanj je bila tudi knjiga za otroke in mladino Žiga Špaget gre v širni svet, ki jo je izdala Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije in je ilustrirana tudi v slovenskem znakovnem jeziku. V tem uredniškem odboru moram reči, da nas je veliko, poleg zaposlenih v mestni knjižnici imamo tudi zunanje strokovnjake. Letos nas je vseh skupaj 18. Smo veseli, da je Žiga Špaget doživel s pomočjo imenitne avtorice, gospe dr. Aksinje Kermauner, tudi takšnole izdajo, ki jo je zmogla založba zavoda in jo namenja torej svoji mladi populaciji. Nas pa veseli to, da je takšno izdajo gnal seveda plemenit namen, toda da je ta plemenit namen zmogel tudi izdati dovolj kakovostno knjigo za tovrstno populacijo. Pri ustvarjanju in izdajanju knjige so sodelovali številni zaposleni na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije. Nagrado pa je prevzel njen predsednik. Zveza društev že 6 let vsako leto izda posebno pravljico z sredstvi Ministrstva za kulturo in fundacije FIHO. In vsako leto pravzaprav posebna komisija ocenjuje te izdelke in veseli nas, da smo bili prepoznani za to publikacijo Žiga Špaget v strokovni javnosti in da smo tudi prejeli posebno priznanje Zlato hruško kot primerno publikacijo za otroke in pa za mladino. Poleg tega pa so utemeljili tudi to nagrado s tem, da je ta pravljica poučna za učenje znakovnega jezika, kot tudi za širšo javnost in za gluhe in naglušne. Zasluga za priznanje Zlata hruška pa je šla tudi založbi Miš, ki je sodelovala pri izdaji knjige. Oblikovno je knjiga predstavljala izziv, zato ker je bilo treba pač te kretnje narisati in jih potem razporediti tako, da kretnje zvesto sledijo tudi tekstu, ki je napisan, oziroma ilustraciji. Takega sodelovanja se mi veselimo in prihodnje mislim, da nas čaka en skupni izziv. O tem projektu bo mogoče čas še govoriti, se mi pa zdi, da bo nekaj izjemnega, nekaj povsem novega. Za razkritje nove publikacije Zveze društev gluhih in naglušnih bo treba še malo počakati. Gotovo pa lahko pričakujemo najmanj tako uspešno in zanimivo knjigo, kot je bila zadnja.